Ojla. Ta motivacija. Toliko vaših vprašanj o motivaciji, kako motivirati otroke, da bodo delali, da bodo sami od sebe delali, da bodo vedeli, kaj imajo za narediti. Eni pač, večina vas seveda, da bodo imeli najboljše ocene, ker si jih zaslužijo, ker jih zmorejo imeti. Nekateri od vas drugi, da pač nič nočejo s hišnimi opravili početi in tako naprej. Ena slaba novica je, da kaznovanje in podkupovanje nista metodi, s katerimi bi vi dolgoročno lahko dosegli neke uspehe. Morda so ljudje, ki vam bojo rekli, daj nagradi ga, obljubi mu telefon, pa bo pol vse naredil. Ja, bo nekaj časa. Ampak midva z Albertom imava zelo veliko primerov v najini praksi, ko se otroci uležejo in rečejo, lej, pa nič, ne rabim niti telefona, dol mi visi. In dejansko ne delajo nič, ne da delajo premalo, ampak nič. Zaradi tega, ker dobijo ta občutek, da so vredni točno toliko, kakršne ocene imajo. To je nama rekel enkrat en fantek na eni delavnici pred leti in je mene prav zadelo. Tako smo se pogovarjali o vzdušju pa o teh stvareh in je tako rekel, jaz sem doma vreden toliko, kot imam visoke ocene. In če imam 5, ki so prijazni, če imam manj kot 5, so manj prijazni in če pač še manj kot 4, si pa sploh ne upam imeti, ker ne vem, kaj bi se potem zgodilo. To me še zmeraj se precej dotakne. In ena mamica mi je pisala, kako naj motivira svojega otroka, ob tem, da mi je napisala, da on bi samo bral, da bi bral stripe in knjige in da to je njegovo življenje. Jaz bi vam rada sporočila, ko ima vaš otrok neko veselje, pa naj bo to branje stripov, branje knjig. Mislim, a veste, koliko malo otrok je, ki radi berejo? Skočite do stropa zdajle, če me poslušate. Res. Jaz pač samo poslušam zgodbe, kako naj ga pripravim, da bo bral, Glejte, otrok, ki bere, pridobiva na vztrajnosti, pridobiva na besednem zakladu, pridobiva na znanju, pridobiva na ustvarjalnosti, pridobiva na notranji moči možganov, o logiki, da razmišlja. Mislim, to je največ, kar si lahko želite. Tudi če ima matematiko zaradi tega 4, a razumete? Mislim, to je genialno, to je talent. In vi, vsi, ki vidite, da ima vaš otrok nekaj, kar ga neizmerno veseli, to se pravi, lahko je to branje, lahko je to risanje, lahko je to šraufanje, sestavljanje, lahko je to tuji jezik, lahko je to karkoli, to je njegov talent. In to pomeni, da je to tisto, kamor morate vi usmeriti vašo energijo in energijo vašega otroka. To je tisto, s česar bo on črpal energijo, zato da bo motiviran toliko, da bo vse ostalo naredil. Ampak to ne pomeni, da bo povsod vrhunsko dobro naredil. Ker ne gre tako. Pač eni smo nekje nadarjeni, drugi smo nekje. Najhujše je to, da recimo imate otroka, ki je noro dober matematik, ki takole pogleda in si zapomne cifre in zapomnim si logiko cifr in poštevam, kakole strela in se šteje 5 mestne številke v hipu, ne gre mu pa slovenščina. In piše slabo spise. In potem pridemo k njim in reče mama, ko boš tole do konca napisal, boš pa lahko z nami. In ta otrok tam piše in švica in joka in zavija z očmi in list je že ves moker in pomečkan. In ta mama še vedno verjame, da več bo on napisal, več se bo naučil in da bo enkrat spacal skupaj spis za 4 ali pa za 5. Na drugi strani je pa nekaj, kar ga strahotno veseli, kar bi rad razvijal, pa ne more, ker se more mučiti z nečim, kar mu ne paše. In ja, jaz se strinjam, res je, mora narediti slovenščino, mora znati minimalno oziroma povprečno, če je pač tak brihtič,
Ampak ni ga pa treba prisiliti, da bo v slovenščini postal tak genialska v matematiki, ker ga ne boste. Samo v enem trenutku bo ugasnil in bo rekel, lej, mene ne briga več. Rekel bo, meni je vseeno. Čeprav mu v resnici ni vseeno. A veste, ta teden sem imela na Instagram storiju pa na Facebooku storiju, zakaj najstnik vam odgovori, meni je vseeno. In zelo veliko staršev je reklo, ker mu je res. No, jaz tega ne verjamem. Jaz ne verjamem, da je komu na tem svetu vseeno, če je neuspešen. In vam lahko povem eno zgodbo. Albert je imel eno terapijo z enim fantom, ki je bil pač v hudi stiski zaradi ločitve in mu je postavil vprašanje glede rezultatov v šoli, kako se on počuti z njimi, in je rekel ta fant, meni je vseeno. S tem, da je ves čas srečanja imel sklonjeno glavo in je gledal dol. Tako pač. Dajal je tak občutek, kakor jaz nisem okej, z mano je nekaj narobe, z mano niste zadovoljni, zamočil sem do konca, razočaral sem vas. Ampak to sem videla jaz. Starši so pa videli loser, lenuh, problematičen in tako naprej. Skratka, ta otrok je tam sedel in Albert mu je rekel, kako pa ti je, pač tebi ste s takimi rezultati v šoli. In on je rekel, vseeno mi je. In Albert mu je odgovoril, a veš kaj, to je pa res edina stvar, ki ti jo danes ne verjamem. Jaz še nisem srečal človeka, ki bi mu bilo vseeno, kadar je neuspešen. In ta fant je dvignil glavo in je pogledal Alberta v oči in je začel sodelovati. In je naredil neke načrte in si je postavil neke cilje. In mu gre dobro. Zakaj? Zaradi tega, ker je srečal človeka, ki mu je rekel, ne verjamem, da ti je vseeno. Vem, da si želiš biti uspešen. In naši otroci si želijo biti uspešni. Motivirajte jih s tem, da počnete stvari z njimi skupaj. Da imate z njimi stik, pa ne mislim šolske stvari skupaj. Motivirajte jih s tem, da skupaj delate hišna opravila. Da ne rečete, moj otrok, njemu ni treba nič delati, on ima samo šolo. Skupaj delate hišna opravila, skupaj kuhate, skupaj počnete stvari in se imate fajn. To naredi med vami stik, to naredi med vami čustveno povezavo, veselje, smeh. In na koncu bo otrok rekel, ja, pač moram še narediti tole. In bo naredil. In ene stvari bo naredil vrhunsko dobro, zato ker ga zanimajo. Ene bo pa naredil povprečno. In čez 20 let vi se ne boste več spomnili, kaj je on delal povprečno in kaj je on delal vrhunsko dobro. Čez 20 let boste vedeli, da zato, ker ste imeli v najstništvu dober odnos, ker ste imeli stik, danes vaš otrok še vedno rad pride k vam in je skupaj z vami. A razumete, kaj vam želim povedati? Ni fora v rezultatih. Fora je v energiji, ki gre med nami, v stiku, v občutku varnosti, v ravnotežju. Saj se deramo, pa se kregamo, pa nam jezikajo, pa vse sorte se dogaja. Ampak se tudi smejemo, se tudi sprostimo, se imamo tudi fajn. Kakšno je vzdušje v vaši družini? Jaz se spomnim, a veste, česa se spomnim? Obdobja, ko smo sedeli, recimo sva z Albertom sedela za mizo in se je pojavil najstnik in je v kuhinji nastala napetost. In vsi smo imeli tlele cmok in noben ni nič rekel. Midva nisva rekla zato, ker sva se bala, da bova vrgla atomsko bombo, on ni rekel zato, ker se je bal, da bo vrgel atomsko bombo. In vzdušje v družini je postajalo skozi bolj neprijetno, tako da je bilo ni bilo fajn biti skupaj. In jaz sem si rekla, pa kaj se mi gremo, mi, ki smo družina, ki se imamo najrajši, kaj se gremo? Kaj je toliko pomembno, kaj je bolj pomembno kot mi, kot naši odnosi? Nič ni bolj pomembno.
In na koncu so vsi naredili šolo, vsi so uspešni, vsi počnejo stvari, ki jih imajo radi, vsi imajo težke trenutke, vsi se morajo na novo postaviti. Korona je, ni služb, odpovedi so, vse to moramo preživeti. Tudi naši otroci, ki so mladi, ki jih gledamo. In je težko. Ampak jaz si velikokrat rečem, če ne bi šli čez težke preizkušnje, ki so bili najstniki, ki so bili manjši, če jim ne bi kdaj bilo težko, če ne bi imeli tega, kako to premagati, potem bi danes zelo trpeli in ne bi zmogli tega. In smo spet nazaj tukaj. Izkušnja je vredna več od vsake ocene. In tudi počasi prihajamo tja, ali pa smo že tam, kjer bodo bolj izkušeni ljudje se hitreje znajdeli in najdeli delo, kot pa manj izkušeni. Tako da tisti starši, ki imate občutek, da so vaši otroci nemotivirani, ampak da so pa motivirani za neke druge stvari, spodbujajte jih. In zdaj vem, da vas je pol pomislili, ja, moj je motiviran samo za telefon. To je pa druga tema, to si lahko tudi kakšne videe pogledate, ki so bili že prej. Imamo tudi spletni tečaj Otroci in telefon. In jutri na delavnici še, v petek na delavnici še 2 prosti mesti. Tako da, imejte se lepo, šerajte tale video, zato ker skupaj delamo lepši svet. In odspodaj mi napišite kakšen komentar, kako vi motivirate otroke, kaj vas veseli, kaj vas skrbi, vse mi lahko napišete. In bom mogoče še tudi na kakšen komentar posnela še kakšen nov video. Čau, čau!